Gremo definirati navezavo, sploh energijsko navezavo, da boste razumeli. Navezava na nekaj se zgodi, ko si dovolj dolgo v stiku z dotično energijo. To pomeni, kad ti spoznaš nekega človeka, primer, a ne, okej, mogoče se malo navežeš na njega, ampak ne vem, če gresta po 14 dneh narazen, bo verjetno drugače, kakor pa ljudje, ki se ločujejo po 40 letih zakona. Druga navezava je zadaj, razumeš? Dlje, ko imaš nekaj v svojem življenju prisotno, navezava bo močnejša na to. Če je pozitivna, je super, ker to krepi manifestacijo. Kaj pa, če se je tebi zgodilo v življenju, da si dovolj dolgo se zadržvala v svetovih pomanjkanja? Kaj pa, če je to toliko dolgi časovni okvir, da si ti podzavestno se toliko navadila na pomanjkanje in imaš ti navezavo tukaj? Kaj, če si tokrat doživela garanje, žrtvovanje, pomanjkanje in če na drugi strani bi ti dala tehtnico, je bilo trenutkov obilja, pozitive, nagrad veliko manj, kakor tega prvega bazena. V tem primeru bo v tvoji psihi nadvladala navezava na pomanjkanje in potem bojo samo, a veš, ko utrinki obilja se ti dogajali in to rata težava. Navezava na pomanjkanje ni samo za denar, a ne. To je lahko seveda tudi v odnosih, torej nadangel Ariel je nadangel obilja, a ne. Ampak recimo lahko bi se pojavilo vprašanje, a ne, da recimo, če ima kdo navezavo na pomanjkanje, a ne, pa se ti kaže potem na drugem področju. Recimo imaš navezavo na pomanjkanje v odnosih, ampak recimo, kaj, če ti to pokažeš na drugem področju, ne na odnosih, ampak v službi. Ali je to mogoče? To bi bilo recimo lahko vprašanje, katerega bi kdo imel. Seveda, področja obilja in vse fizične sestavine se v našem fizičnem svetu prepletajo. Pozitivna navezava na obilje ljudje delajo zelo načrtno. A veš, to je zelo yin-yang svet, a ne, v takem svetu smo, medtem ko navezavo na recimo pomanjkanje delamo podzavestno. Okej? In sploh ne vemo, da s tem, ko določene stvari, kar bom zdaj povedala, izvajamo, potrjujemo navezavo na to. In zdaj, kar je treba narediti, je, te stvari so ful subtilne, in jih je treba pri sebi začeti secerati in jih je treba izločiti, da vidiš, kje se ti pojavljajo in kje jih ti uporabljaš in jih moraš eliminirati, načrtno z dejanji plus meditacija Ariel in reset, zato, da nehaš, ko probaš pozitivno navezavo na obilje ustvariti, da si nehaš rušiti na drugi strani svoje obilje z navezavo na pomanjkanje. Gremo zdaj pogledati zelo preprosto. Tukaj imam pomanjkanje, tukaj gremo obilje. A sta si ta dva sorodna? Nista si sorodna, ljudje božji, nista si. Ti je bila všeč ta vsebina? Ta vsebina je bila posneta na eni taki lepi večerni delavnici z nadangel Ariel. Nadangel Ariel je čudovita nadangel, ki zdravi občutke pomanjkanja, manifestacijske krivde. Tistih občutkov, ko si nekaj odvzemaš, pa to ni potrebno in zakaj bi to sploh počela. Ali te zanima, kako lahko umiriš svojo glavo, ki jo je strah, da bo šlo nekaj manifestacijsko narobe in da boš trpela. Ali se želiš nehati navezovati na pomanjkanje in ozdraviti to manifestacijsko pomanjkanje v sebi. Potem te nadangel Ariel vabi, da ti pomaga. Kaj ti dobila boš čudovite energijske tehnike in meditacije, ki bodo odstranile vse motilce tvojih želja in tvojih sanj, zato da le te lahko zažarijo pred tvojimi očmi in blagoslovijo tvoje življenje. Naklikaj si povezavo, ta delavnica prihaja kmalu na potovanje duše.si in jaz in Ariel se te zelo veseliva.